Lepo pozdravljeni ponovno v In Vivo Veritas. Tudi danes se bomo potikali po zgodovini Kopra, natančneje po zgodovini Kopra, kot jo lahko vidimo in tudi preberemo v Facebook skupini Koper Anbot, katere skrbnika Boris Umar in Stanko Ivančič sta danes z nami. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, v skupini izvemo lahko marsikaj o zgodovini Kopra. Sta vidva tudi sama se odločila, da začneta s to skupino? Ja, sama so se odločila. Ja, pač. Jaz sem sicer prej objavljal ki ste imeli zadnjič intervju, a potem smo prišli malo navzkriž z nekimi zgodovinskimi resnicami. In potem sem poklical Stanko, ta on je itak že stručkal temu, ki je že desetletje prej objavljal, pa stran je imel. In ker sva istih idej, pač smo naredili novo skupino. Odkje pa črpata informacije? Ker veliko o zgodovini lahko izvemo ob tem, ko objavljata ponavadi fotografijo in potem sledi kar nekaj teksta zraven. Odkje dobivata vse te informacije? Povsod, ampak v glavnem na internetu imaš. Sam se moraš potruditi, pa najti. Saj ni, da je to nedostopno. Pa jaz imam kar precej tudi doma starih knjig. Imam tudi svojo zbirko starih razglednic, nekaj starih zemljevidov. Se pa najde ogromno, kar eni niti ne vedo, v beneščanskih arhivih, digitaliziranih knjig, tudi na NUK-u pri nas, v Ljubljani. In na v Dunaju se tudi najde digitalizirane knjige, ki sem jih iskal, jih ne dobiš, pa sem jih tam našel, recimo. Tega je zelo veliko. Mi dva marsikaj veva, samo raznih podrobnosti ne. In potem to najdeš v teh starih knjigah. Tudi recimo vse te Istria Nobilissima od Kandlerja, Italijana, ki je pisal kroniko v 19. stoletju, vsak mesec je šla ena, ki ga citirajo vsi naši zgodovinari. To je vse digitalizirano na internetu. Pa je lahko prosto sam pobereš dostopno? dol in sam prebereš tudi tisto, kar so zgodovinari citirali. Pa je prosto dostopno? Ali... Prosto dostopno. Ker je tako s temi avtorskimi pravicami, je tako tudi pri razglednicah. Zdaj ne vem, je zdaj točno, ampak ko so toliko stare, je to v javno dobro, ni več avtorskih pravic. Torej, tudi če je v muzeju, ti lahko uporabljaš, ampak če si tam dobil sken ali kaj, moraš pač, je pošteno, da se pove, kje je vir te tvoje fotografije ali znanja, če ga nisi sam ima, če ni to tvoje. Tako. Ja, meni, da je 70 let, ne? Tako, 70 let po smrti avtorja, ja. Je to splošno javno dobro. Sej tudi piše, če je to v digitalni knjižnici, piše zraven, kam spada. Ali je delno zaščiteno, ali lahko uporabljaš, citiraš une starejše zadeve, pa nimajo nobenih omejitev. Lahko spreminjaš, delaš, kar češ. Sta sama mogoče tudi zbiratelja, veliko veste o razglednicah. Omenili ste, da imate doma tudi neke zemljevide. Ja, imam tudi stare zemljevide. Pač, če dobim kaj, pač spravim, jasno. Ja. Imam celo 6 leta 1905, se mi zdi, imam celo učbenik gimnazije koprske za žigi. Za zemljevidi je praktično zemljepis. Recimo, ena od teh knjig. Bi mogoče sicer priporočali kakšno od knjig, ki ste jih prebrali komu, ki se komaj začenja? Veste kaj, ker te splošne povejo splošno, to, kar mi vse vemo. Problem je v tem, da včasih za sestaviti, ne vem, 2000 črk besedilo, karakterjev rečemo, veš, samo preverjaš potem, kaj je res, kaj ni v različnih publikacijah. Ne obstaja ena knjiga, s kire bi postal ti moder, ne? Tudi 5, 6, 7 virov preveriš. Veliko virov moraš ti različnih preveriti. Potem ugotoviš, da
so oni, ki so to pisali, Ja. eden je falil to, eden drugo, tretje. Danes sem preverjal, sem mi uspelo objaviti, ker si ti pisal o lekarni Palma, ne, najstarejši lekarni v Kopru iz 1400 pa nekaj, pa do danes neprekinjeno deluje. Pa sem najdel, da je bila še ena boljša. Ne. Tam, ki je bila prva špecerija v Kopru v Čevljarski ulici. Vizavi njega, vizavi Brunota. Ja, je bila prva špecerija 1600 in v njej so potem naredili lekarno, lekarna Gallo se je klicala, Al Gallo. Na Vogalu. Ja, da je bila fantastična, marmor, zelen po tleh, vse v črnem lesu, lakiranem, te zlate črke in tako. Samo je to vse zginilo, ne vejo nič. Vsa notranja oprema je zginila. Sicer možno, da so vzeli sabo, veš, ker takrat si lahko vzel vse. No, avtorji, ki v tem pišejo, so večinoma Italijani tam čez, ki pišejo o tej lekarni, Al Gallo, ki je bila v Čevljarski. In tudi oni ne vejo, kam je to zginilo. Dobro, nekdo je vzel, sigurno. Ne? Ja, hitro se kaj izgubi, sploh na tako prometnem križišču, kot je Koper. Sicer pa nekaj se verjetno v tej skupini tudi sama spomnite, kako so včasih izgledale ulice, razni kraji. Naprimer, preden smo začeli s pogovorom, sta že omenila, da se tudi stavbe, v kateri se zdaj nahajamo, pravzaprav spomnite, če ne stavbe, pa vsaj ulice. Ja, je. Jaz ulice zelo, on bolj stavbe, ki je hodil tle v vrtec. Ja, jaz sem hodil tukaj v vrtec, sicer samo eno leto, potem sem šel že v prvi razred, prej sem pa hodil v vrtec, ki je bil dol na sedanjem Tomažičevem trgu. Tam je bil vrtec prvi. Potem se je ena vzgojiteljica obesila tam, iz okna dol. Prav v vrtcu. Ja. In tako, da so nas takoj zlifrali, so nas poslali sem, so tukaj, od takrat naprej je tukaj vrtec. Takrat pač ni bilo primerno tam, ali pa takrat še ni bilo prostora tukaj, ne? 53. ne vem, če je bilo. So stanovali, so bili stanovalci. Ja. In po 54. se je spraznilo in pa smo prišli sem takoj. Slučajno je bilo. Pa sicer ulica izgleda enako kot prej, ali ne? Vendarle je pod varstvom kulturne dediščine in zaradi tega bi predvidevali, da bi bilo malo sprememb, pa verjetno temu ni čisto tako. Samo ulico, ko pogledaš tako od zgoraj dol, recimo tam gor, je identična. Enaka, ni neke razlike. Edino ta stavba je spremenjena. So jo omavtali, pobarvali. In arkade so naredili. To so naredili te arkade. Edino ta stavba, kjer smo zdaj mi v njej, je popolnoma spremenjen izgled. Ostalo pa je praktično isto, kot je bilo. So se pa verjetno spremenile vsebine, kaj lahko najdemo? Popolnoma. Verjetno muzeja Tomosa še ni bilo tukaj. Ne. Tam je bila jestvina, zadaj je imela vrt, ki so imeli tople malce. Od zadaj, ne vem, če se spomniš? Ne, tam pa nisem hodil. Tam je bila jestvina, na tej strani je bila lipa, ne papirnica. Na tej strani hiše, tam ki je muzej, misliš muzej zgoraj ali muzej spodaj? Ta spodaj. Spodnega. Ta spodnega. Tam se je šlo po stopničkah dol, ne? To je bila mlekarna. Ja. Mlekarna, ki ste pa tudi prej omenili, da ni takšna mlekarna, kot jo danes spomnimo. Danes ni mlekaren. To so bile, kot imaš danes pekarno, so bile takrat, pekarne imamo še, samo pekarna, da prodaja samo kruh. Takrat so bile mlekarne, jih je bilo več, v Semedeli, gore je bila ena v Čevljarski, tukaj, ta je bila še najbolj obljudena, bi se rekla najbolj, ko smo prišli z avtobusne gor, pa si bil kaj lačen, pa si šel žemljico iskati z maslom, ne. So imeli pač vedno frišno mleko, mlečne napitke, maslo, sire, mleko in to so bile mlekarne. Pa si pozabil jogurte. Jogurti so bili fantastični. Danes rečijo grški jogurt in je kar dražji. Teh jogurtov ni več. Veš, oni, ki so trdi notri bili. V lončku so bili. Steklen lonček je bil. Kaj pa sladoled se je tudi lahko dobilo v mlekarnah? V mlekarnah ne. To pa se ne spomnim. Ne, v mlekarnah ni bilo sladoleda. Sladoled so imeli posebej, so bili tej fantje, še ko sem bil že v Strni, so poleti vozili po celi plaži, so imeli uni voziček, kolo, tricikl. In spredaj so imeli, notri si nakrcal led in so imeli ene tri pokrove take, ker je bil sladoled notri. In so prodajali na lonček, ne, na oni kornet.
In kateri okusi so bili? Čokolada, vanilija? Čokolada, vanilija ali pa jagoda, ko rečemo. Troje več, klasika. drugo ni bilo. In vaš najljubši? Če sem bili otroci, veš, da je bil čokolada najljubša. Ne? Najljubši- Danes je čokolade, ko krčeš. Ti najljubši bil tisti, ki si ga držal v roki. Vedno. Ne glede, kakšen okus je bil. Ne, se spomnim, je bila ena kuglica 10 unih dinarjev, ki so bili taka plahta, je bila papirnati, kovanci so bili manjši, po ena. Ja, to bomo tudi čez 10 let verjetno govorili za današnje čase. Ja, vsekakor. Kaj pa se vam zdi, da se je pravzaprav v Kopru od časa vajinega otroštva najbolj spremenilo? Kaj najbolj opazite? Ves čas se verjetno nekaj spreminja. Vse se je spremenilo, predvsem se je prebivalstvo spremenilo. Popolnoma. To prebivalstvo. In sam Koper, razen tistih 10 blokov, ki so pokvarili itak veduto, se je največ spremenilo okoli, te nekdanje soline. Enkrat smo se tam igrali kavbojce in indijance, zdaj imaš vse tam od sodišča do zapora. Ja, najbolj ti pove to, ko sem dal zadnjič 2 slike Kopru 1920, ki je praktično otok z morjem okoli. Ja. Cesta iz Kopra in iz Semedele in iz Škocjanama. To je edino, kar povezuje, ostalo je vse praktično morje in soline. Ne? In sem dal od mojega sina spodaj sliko, kako je danes zgleda Koper. In sem jih dal skupaj in potem ta Dorian Marsič je dal tja na Twitter in to so se vsi čudili, da niso vedeli, da je bil Koper otok. To ti vse pove, kako se je spremenilo zelo hitro vse skupaj. Ne? Ja, tako da danes, če pogledaš, se vidi tako nekako, mi ki vemo, kaj je bil otok. Eden, ki ne ve, če pogleda, ne bi niti pomislil, da je bil otok. Ne? Bo prej rekel, da je Izola bila otok, čeprav ni bila nikoli. Za Izolo se zelo rado govori o tem. Ja, ni bila, je bil polotok. Skopali so praktično en prekop v srednjem veku. Obrambni prekop. Je bila notri morska voda. Ne? Samo, če bi temu rekli otok, ne bo. Drugače otok ni bil nikoli. Tudi na starejših zemljevidih ne piše Izola, piše Jezla. Dolgi je. Jezla, tam 1500, 1700, ne 1600 je že Izola. In potem Italijani, ko so to spremenili v Izola na zemljevidih, se naši Slovenci si predstavljajo, pa saj veš, Izola pomeni otok. Ne? Ampak vse mi še zdaj rečemo Jezla. Mi rečemo Jezla, po domače se je vedno reklo Jezla, Koper, Prn, ja, tako je bilo, ja. Ja, zanimivo mi je bilo tudi, se mi zdi, da se večkrat danes v jeziku uporablja Koper, kot da se tako naglasi. Medtem, ko imata zapis vajine skupine, je pa Koper. Koper, ja, tako se reče. Tako se je reklo Kopru vedno. Ne? Samo edino Italijani so rekli Capodistria, mi smo rekli vsi Koper. Ne? Beseda Koper je starejša od besede Capodistria. Ja, precej starejša. Precej starejša, par stoletij starejša. Odkud pa izhaja, morda veste? Enkrat je bil Capris oziroma Capre. Tako je bilo. Da gremo, Capris je bil sigurno. Samo dajmo reči bolj točno. V zapisih starih sem našel, ki piše, da je bil en od delotoka je bil še Capris, ki se je potem preimenoval v Justinopolis, ki so prišli Bizantinci sem. Medtem ko je en del otoka, tam, ki je Boša Draga in tam druga stran izven obzidja, cel del otoka se je pa imenoval Kapras. Ne? In z tega Kopras je ratal Koper. Večina je bila tam v bistvu prej romanskega prebivalstva, potem pa Slovencev. Ne? Ker tudi konec koncev Božja Draga, v italijanščini Boša Draga ne obstaja nič. Ne? Ampak Slovenci so rekli Božja Draga. Ne? Božji zaliv bi se reklo nekako tako po domače ali pristan. Ja, zanimivo, kako so italijanski zgodovinarji
utemeljujejo to besedo Božja draga, Ja. Božja draga, pa nobenemu ne uspe. Ne uspe najdeti. Nikakor se. Ker ni ni italijanskega izvora. Mogoče s časoma. No, pa da ne bomo samo govorili, predlagam, da pogledamo še kakšno fotografijo, vendarle vajina skupina nekako temelji na fotografijah, pa bi mogoče takole kot prvo pogledali kar tole fotografijo. Dobro, samo za trenutek, da vas zmotim. Naša skupina, kot večina teh skupin, ne temelji na fotografijah. Naša skupina temelji na besedilih, na zgodbah, na utrinkih preteklosti, opisanih utrinkih preteklosti. Fotografija pa je obvezen prikaz slikovit tega, kar želiva povedati. Evo, tako. Tudi zato, ker če ni slike na Facebooku, noben ne gleda. Ljudje kar grejo naprej. Ja. Tako je pač. Aha, torej gre samo za marketing. No, se bom tudi jaz poslužila malce marketinga. Torej, tukaj lahko vidimo fotografijo Karpačevega trga. Ja. Kaj pravzaprav je do danes že izginilo, razen mogoče tale čudovita vespa, ki se tudi kaže v spredju? Ta je sigurno, jo imajo ljudje še podobne. Ja. So zbiratelji. Ja, nič, vse je izginilo, kar se tiče, sicer tukaj ni dosti vidno, kakšne so bile vse trgovine, še 20 let nazaj od te slike, ne? Ja, ko sem bil jaz otrok, je bila tam, ki je Fotokolor. Zelenjava. Je bila zelenjavna trgovina, ena šinjora je prodajala, vedno smo šli tle v zelenjavno. Druga je bila pa za vogal Jagoda, tam na vogalu na drugi strani. Ja, tam je bil še Brivc. Ja, še Brivc, ja. Tukaj naj bi stala tudi prva samopostrežna trgovina na tem trgu. Ne, eden napisal, ampak nikoli. Ni res? Ne. Prva je bila tam, kjer je prej Stanko omenil tista Jestvino gor nasproti muzeja, malo više od muzeja. Ja. Tam je bila prva. Prava samopostrežna je bila pa na trgu, ker ki je bila Jestvina zraven hotela, mislim muzeja, je bila bolj prirejena, tako, dočim tista na trgu, 63. leta. Ja. Na katerem trgu? Brolo? Ne, na katerem? Na glavnem trgu. Na glavnem trgu. Ta, kjer je še zdaj, trgovina noter. Tisto bajto so na novo naredili. So porušili bajto? 63. Tisto je novo narejena. In tam so naredili po vseh regulah, samopostrežno, po tistih standardih, ki so takrat bili. Tako da tisto je ta glavna bila prva. Prva je bila pa dol, ampak tista je bolj tako. Se torej ne upošteva. Torej, mogoče vašo zelenjavarico zamenjal za samopostrežno? Ne bi rekel, ker te ljudje ne vejo, da je bila tam zelenjavna. Fotokolorja se še spomnijo, ampak mi, ki smo hodili že sterne peš, smo šli vedno, tle smo prišli mimo, okoli, smo spizli kakšen rožič v kišti in smo šli mimo, da smo glodali. Ena starejša gospa, ki je imela večinoma svojo zelenjavo, tukaj prodajala notri. Ona je bila še pred vojno in tudi še leta 57, ko sem jaz hodil tle v osnovno šolo, je še bila. Kam pa ste hodili v osnovno šolo? Tisto, ki je ni več. Janka Premrla Vojka. Prej je bila šola Belveder, pa Janka Premrla Vojka. Kaj pa se je zgodilo z njo? So jo porušili, prestavili? Kaj se je zgodilo? Nekomu je bila odveč in je hotel na hitro zgraditi novo. In zato, da je naredil paniko, je to začel rušiti. Tako da to šolo so v bistvu, oni so imeli večje načrte, tam so mislili stanovanja graditi za prodajo, pa so se ljudje uprli, pa se je umešalo spomeniško varstvo zaradi unega vodnjaka od zapora, ki nima nobene vrednosti, v bistvu zgodovinske. V glavnem so tega gospoda župana so ga ustavili in je potem tako ruševine so stale tam po koncu, dokler ni zdaj prišel nov župan. Ja, predvsem je kriza pripomogla, 2008 je tisti investitor, ki bi gor je nekje z Ljubljane, je pač ni bilo šoldo več, 2008 so krediti nehali in to in tako da se je ustavilo, in potem je pač ratalo, kar je ratalo zdaj. Ja, ker so se kregali,
ali 2 šoli, ali eno, pa so naredili eno veliko. Tako. Ono 2 ali eno, to je bilo že dolgo let, mogoče eno desetletje so se kregali, se niso mogli zediniti in so pač ostale te šole. Janka Premrla Vojka je laufala naprej. Ne? Predvsem so pa uspeli ukiniti edino slovensko osnovno šolo v mestu. Po 100 letih smo jo dobili in po 50 letih so jo vrgli. In če pomisliš, da je bila grajena, kot da bo pol italijanska, pol slovenska, ker smo nova oblast je hotela biti pravična, na koncu je ostala slovenska samo, in italijanska osnovna je pa zdaj nova, obnovljena. Zmanjkalo je učencev, ne? 55. Ni bilo več Italijanov in je bila samo slovenska. Še ta je postala malo premajhna. So zgradili, najprej bilo eno nadstropje, zgradili še eno nadstropje. Dobro, da je bila vsaj statika tako v redu, nekaj so vendarle razmišljali vnaprej. To je bil skalnati otok, veš, to je bil vrh otoka. Odvedno se je tle gradilo. Tam je bil prej zapor, so bili že ogromen zapor, ki so ga zgradili Avstrijci v bistvu, ki je bil za celo Dalmacijo, ne samo za Istro. In so naredili močne temelje za ta ogromen zapor. Tako da tam so samo porušili in gradili šolo. Ne? Zapor, šola, nekateri otroci bi verjetno rekli, da se počutijo prav isto. Sej, tudi lahko, ja. Občutki so bili kakšenkrat taki. Italijani so gradili dol šolo, ne? So porušili celo ulico. Ne? Tam, ki je zdaj hotel Grand Hotel Koper, prej je bil hotel Triglav. Oni so tam porušili celo ulico, da bojo gradili šolo. Še pred vojno. Ne? Pred vojno so porušili vse tam. Tam je bil Teatro Vecchio, so rekli eni hiši, in ulica tudi Teatro Vecchio, čeprav tam ni bilo gledališča, vsaj v zgodovinskem času ne, ki ga mi poznamo. Zakaj pa se je potem tako reklo? Tako se je pač reklo. Vsi so rekli tako. Mogoče pa enih starih govoricah eni pravijo, samo to je toliko nazaj, da je bilo tam rimsko gledališče. Samo dajmo reči, v tem našem zgodovinskem času, v srednjem veku, ko se je gledališče sploh začelo spet na novo rojevati, ni bilo tam gledališča. Mogoče je bil kakšen gledališki delavec tudi, se recimo rečemo pri Slavčku. Ja. Je bil Slavček, Oštir, ampak to je vse. Ampak zdaj govorimo že 50-70 let. Ja, mi ta stari, sigurno. Ne, tudi mlajši. Veste vi, ki je pri Slavčku? Ne, žal ne. Gostilna je bila. To je zraven pokopališča. Ko greš proti sem. Tam je šla prej glavna cesta, ne? Izola, Koper in gor proti Trstu in Ljubljani je šla mimo te gostilne, na drugi strani je pokopališče, na tej strani je bila gostilna. Verjetno še iz furmanskih časov dalje. Ne, je bila gostilna prej, samo ne pri Slavčku, vem, ki je moj oče pravil, da so obesili tam farja iz Ospa in še enega. So pustili viseti Italijani en teden, ker je ubil Šinjoro, ki mu je vse napisala, in pol, ki je dobil ta duhovnik v Ospu drugo gospo, ki mu bo rihtala doma, je ta rekla, mi boš vrnil, sem ti napisala v poroko, zemljo, kmetijo, vse cerkvi, boš vrnil, in pa sta jo skupaj z unim njegovim pomagačem, ne vem, kako rečejo. Ja, sem bral, to. Sta jo ubila in pokopala, razumeš. In pa so jih dobili in so jih obesili, Italijani. Tam na Campo Marzio. Ne, so jih obesili točno na križišče. Tako da vsak je šel mimo, jih je videl viseti dol. No, ker je to že drugo obešanje, o katerem govorimo danes, naj dam naslednjo fotografijo, ki je mogoče malce bolj radostna, da se spomnimo, kako so včasih izgledale poroke. Verjetno precej drugače od tega, kakor danes. Se sploh še da poročati tam, kjer se je včasih poročalo? Mislim, da ja. Da ja, samo to se moraš dogovoriti, ne? Ker jaz sem se pač v Piranu, ampak je tle, s porokami je bilo tako, poroke so imele širši odmev, danes so svatje in čau, ne? Zdaj so prišli mulci, ljudje, tukaj je prišlo polno ljudi, ki so prišli gledati, kaj je, drugi so prišli po konfete in tako naprej. Pa so prišli oni, da bojo kaj dobili
Mario, ki je igral na glavnik in tako naprej. So bili zabavljači, ki so se priključili. To je bil velik dogodek. Praktično vsako soboto so bile poroke, ne? Vsako soboto. In zdaj, ko so bili tle avti, to je troblo, čez cel Koper so trobli, so prišli na tle, so se vsuli ven. To je bil dogodek, ne? Ja, jaz sem se poročil mogoče eno leto za to sliko, točno tu. Ja. So potem otroci prihajali po konfete? Ja. Polno golobo je priletelo, ker tle je navada, da se meče riž. Ja. In konfete potem. Samo najprej, ko pride ven po stopnicah dol iz stavbe, ko pridejo nevesta in ženin, vsi mečejo riž na njih, ne, da ki bo sreča prineslo. Plodno, ja, to bo je vsijalo se bo. So na vaju vrgli dovolj riža? Preveč. Gre tako not za srajco. Je padal dež, ko sem se jaz. Potem se je ravno prav še namočil. Ja. No pa, če že o rižu, mogoče spregovorimo še o prostorih, kjer se je tudi jedlo in pilo. Kar nekaj fotografij sem našla, ki so v zvezi s starimi gostilnami, tavernami. Tale je iz Pristaniške taverne, če se ne motim. In kot ste zapisali, tukaj zgoraj piše: pite, bratje, da vas hudič ne najde brez dela. Kakšno delo pa se je opravljalo lahko v taverni? Pilo se je, ne? Se zato pite, bratje. O temu smo dosti pisali, tako jaz in on. Tudi do pretepov je prišlo. Tako. Študentje so imeli žur, je bilo kar nekaj v Kopru, ki je bila gimnazija. V glavnem, ta v taverni je bila pomembna gostilna, v San Marko je bila pomembna gostilna in gostilna v Žusterni. Ker v 18. stoletju, ko so izdali, v bistvu ne, to je bilo 1800 pa nekaj, to je 19. začetku 19. stoletja, so izdali Avstrijci prvi turistični vodnik po obali. In v vodniku je opisana tukaj edine gostilne tle na slovenski obali, so upisane San Marko ta, potem je upisana ta v taverni in gostilna v Žusterni, ki je imela svoj zaliv in plažo. Ne? V bistvu je bil penzion. In zakaj je bila ta, naprimer, pomembna tukaj? Kdo se je zbiral v njej? Poleg, torej, tako kot je bilo po vojni tam zbirališče, ker je bila avtobusna, tako je bilo prej. So itak se vsi vozili s parniki. Ne? Avtobusi je rabil 3x več časa do Trsta kot ta prvi avtobusi. Pa ceste so bile slabe. Tudi vlaki. So šli vsi s parniki. Tako da je bilo zmeraj prometa. S parniki, kot pišejo kronisti, s parniki niso šli samo takrat, ko je bilo preveč grdo vreme na morju in parnik ni vozil. Ne? Ker za Trst je bil tudi problem, da je Rižana poplavljala, ne? Pa so šli s kočijo ali pa in niso mogli priti čez Rižano, so morali s parnikom v Trst, recimo. Ali pa iz Trsta sem. Kje pa se je nahajala ta pristaniška taverna? Tam, kjer je zdaj taverna. Tam, kjer je taverna. Zdaj piše tam, da je zaprto, da je voda na ledu, da je pretoplo. Evo tam notri. Je bila pa zelo zanimiva gostilna, ki je prejšnji župan stavbo porušil. Ona ali prva porja, ne, ali vaporeto. Ona je bila vedno polna, je bila zanimiva in notri v parku je bila pa ena lesena lopa, ki je imel tudi en Italijan, tipo bufet je prodajal za pit, ne. Tako da je tam se jih je več zbiralo, ker so bile tudi zunaj stolice. In tudi vsi, ki so prišli dol s parnikov, so se najprej tam ustavili, so spili. Ne? Ta v taverni je bila, dajmo reči, cenovno malo višja. Ne? Je bila, bi rekli, restauracija. Tam so bile pa gostilne, za jesti in za pit. Ne? Sta mogoče sama kdaj obiskala pristaniško taverno? Ali... V našem času samo takrat je bila že, bi rekli, pa naše betola, ne? V tem času našem. Na pol menza, ne? Na pol menza, tako, ker zraven je bil še unik bufet od zunaj. Na hitro, veš, ljudje so prišli, na hitro nekaj pojedli, pa šli naprej z avtobusom, ne, Takrat je bila bolj fina gostilna. Na začetku, Na začetku, med obema vojnama in pred prvo svetovno vojno je bila ta malo višje kategorije. Lahko je šel vsak, samo je bila dražja.
Tako da večinoma so se zbirali v gostilni ali Vaporeto ali pa tam v parku. Zdaj, ko govorite o prevozih z avtobusi. Avtobusi so včasih, torej, če si šel ali na Parnik na avtobus, se po nekih fotografijah ustavljali točno ob morju, ne tam, kjer danes poznamo avtobusno postajo. Ob morju, kje misliš? Ja, tam, kjer je bila... Misliš avtobusno postajo ali pa zadej, ker je potem bilo več teh linij in če je bilo treba kam iti, so bili tle številke, ki je bila avtobusna, se je avtobus postavil pod številko, po zvočniku so povedali avtobus za Piran pod to številko. Medtem ko, če ni bilo več prostora, so postavili na drugo stran te bivše luške kapitanije, tako da je bil avtobus praktično do morja, ja? So se postavili tako. Drži. Tudi tu imate nekaj fotografij, sama sicer mislim, da je nisem dala v tale nabor. Sem pa našla tudi nekaj še zanimivih stavb, ki jih omenjata. Stanko, tole za hišo Perkavč ste napisali, da je na njej tabla, ki jo je postavila občina Koper, ampak napis na njej ne drži. Ne, tle piše Staro sodišče na tabli. Nikoli ni bilo, to se je reklo hiši Staro sodišče, kot oni drugi Teatro Vecchio, tle je bilo Staro gledališče, Staro sodišče. Sodišče ni bilo nikoli tukaj, tle, ker tukaj je, to so sicer naprej, od te stavbe naprej je še en kos trga in potem so celo ulico z dvemi vrstami hiš porušili, ker so delali kao šoloma, potem Triglav. To je bilo vse povezano, to je bil stari mestni del, ki ni bilo nobenih upravnih stavb. In tudi posebno ta hiša, ki so jo, ime se je prijelo po zadnjem znanem lastniku, Perkavč se je klical, in torej je Perkavčeva hiša. Naši Slovenci so rekli, da je Perkavčeva, že pred 3, 4, 5 desetletji so začeli pisati, da je to Perkavčeva. Ni bil Perkavč, je bil Perkavč. Ampak izgleda pa, kot da so res jo uporabljali takole malce lepša. Ne, to vide svara. Dajmo reči, da tle so različni slogi. Ta je ena najstarejših hiš, vendar, dajmo reči, vrata so bila drugačna, so spremenili spodaj. Medtem ko zgoraj okna, ena je star slog, tisti venecijanski, ki gre tako ki spominja na orientalske, na muslimansko arhitekturo, ki jo pač vidiš tudi v Benetkah, ker so oni z Orientom imeli velike stike, tako da spominjajo Benetke na muslimansko arhitekturo. Medtem ko so potem kasneje dozidali ta okna okrogla, ki je starejši slog. In to hišo so večkrat predelali. To je v bistvu stara hiša, ena najstarejših, tam okoli leta 1200 pa nekaj, so ugotovili, da je bila na začetku, ki so potem povišali še na nadstropje, dodajali in tako da ona ne kaže svoje podobe, se je spreminjala skozi čas, so jo prezidavali. Konec koncev pa treba vedeti, da je bil center Kopra, torej vsa oblast, civilna, cerkvena, vojaška in sodna, je bila zbrana okoli Titovega trga. Tudi 1000 let nazaj, ko je bil kapitan, je imel svojo hišo, to kapitan je bil še pod Oglejskim patriarhom, je bil vojaški vodja mesta. In svojo hišo imel povezano z zvonikom, ki ni bil cerkven. Imamo zdaj cerkveni zvonik. Zdaj, če pogledaš z druge strani zvonika na južni, se vidi, ko so poflikali, tam so lepe klesani kamni, malni del, ki je bil povezan s svojo hišo, z mostom, kamnitim, se vidi, kako so poflikani kamni, tam, ki je bila vhod. In vrh zvonika ni bil benečanski, to je bil stolp vojaški. Pa so porušili, je prevzela cerkev, so prišli Benečani, so naredili vrh zvonika podoben na Markovem trgu in tako naprej. V glavnem, tam je bila vojaška oblast in cerkvena je bila tudi oblast. Zraven je
takoj zraven je tudi današnji sedež škofije, recimo, ne? Cerkev. Cerkev je bila sicer zgrajena na temeljih rimskega templja. Ne? In zraven je bila posebej, tam ni bila palača Lodža cela. So bile 3 hiše. To je bila hiša od kapitana, potem je bila Čevljarska ulica, potem je bila hiša od civilnega, dajmo reči, župana, podesta, kakorkoli so ga že imenovali. Ne? In zraven je bila tudi sodna oblast, ker je bil v čisto skrajnem desnem delu, če gledamo, je bil tudi ženski zapor, ker ženske so morali imeti pod kontrolo, takrat Buharič je bila pismena, ne? So jo kar zapalili, ne? Bi rekli po domače. In je bil tudi ženski zapor, moški so bili drugje, a ženske so morali imeti pod kontrolo, tam kar pri sodni oblasti. Torej, tam je bilo vse, ne? In gospoda so se itak zbirali v Lodži, oni najbogatejši, tako da je bila, tam so se zmenili vse, tam je bila oblast. Ne more biti, torej ni nobenih nematerialnih, nepisnih dokazov, da bi bilo kakršnokoli sodišče, ki je drugje razen ob Titovem trgu, današnjem Titovem. Zadnjih 1000 let govorim, kar je bilo pa prej, pa ne vem. Ste občinarjem to že sporočili? Kaj češ jim sporočiti? Vse vejo oni. Vse vejo. Dobijo enega fanta, ki jim naredi dizajn tabel, jih postavijo gor. Ja. No, če nas kdo mogoče gleda, si le zapomnite, da mogoče bi bilo vredno kaj ponovno preveriti. Mi pa gremo ta čas še do nekdanje infrastrukture in sicer tukaj se vidi del ozkotirne železnice, o kateri ste tudi kar nekaj že opisali v skupini. Od kje do kje je pravzaprav tekla in čemu je bila namenjena? Kdaj se sploh v zgodovini to pojavi? Kdaj je bila v uporabi? Ti kaj povedal? Ja, no, torej, sama Sicer vem, samo da ne bom samo jaz govoril. Torej, pri tej stvari, dobro, 1902 je bila zgrajena. Otvoritev je bila 1902. Ja, ko so, Trst Umag. Ja, ko so pač po 20 letih so se cincali, kje bi, kako bi. Ampak najbolj zanimivo pri tej stvari se mi zdi meni, da Koprčani, zdaj ona je tekla, ko je zgrajena bila ob obrobju mimo Semedele, kjer je Škocjan, zdaj, ker je recimo Merkur, ne, ob robu, ne, tako. V Semedeli po morju. Ja. Koprčani so hoteli, da bi bila postaja pred Mudo. Ne. Ker so takrat predvidevali, da bodo po unem kanalu, ki gre mimo, ki je šel zraven mestnega jedra, tako kot teče zdaj Ogrlica, ne. Takrat je še do leta 1939 je bil tam kanal vse okoli Kopra. In so predvidevali leta 1890, da bi tam naredili tudi pristanišče za barke, za parnike in da bi bil kot en prometni center, se pravi vlak in barke skupaj, ne, pred Mudo. To se ni išlo, predvsem ne toliko zaradi tega, ker je bil problem zgraditi železnico čez tiste soline. Čeprav so jo naredili mimo Semedele, šla tudi po solinah. Ne? Ampak problem je bil drugi. Takrat je bila zapisana dvojezičnost. Smo bili pod Avstrijo. Ne? In kaj? Koprska postaja bi se morala klicati Kapodistrija, Koper. To pa niso hoteli slišati takratni Koprčani. In so se raje odpovedali temu, da bi bila pred Mudo, ampak naj bo v Škocjanu, ker Škocjan ali Sankaciano, to jih ni dosti brigalo. Ne? Itak so Slovenci so tam, ne, gor v hribih, ne, in tako da to ni važno. Koper, da bi pa v Kapodistriji pisalo Koper, to za živo glavo, in so celo peticije pisali. Pismo samo objavo je. Ja, na Dunaj, da to ne pride v poštev. In zato je šla po krajši poti, kar mimo Škocjana in Semedele. Tako je bilo. Drugače pa železnica kot železnica je pač vozila tistih 30 let. Jaz pravim tako, Avstrijci so jo zgradili, so jo projektirali, Slovenci, Italijani skupaj smo jo sezidali,
Italijani so jo pa pokradli pol 35. Ja, oni so jo kar vzeli, ne. Res, da takrat ni bila več rentabilna in tako naprej. Kot Ampak fizično so dali tire ven in pretopili v kaj Ja, ja. drugega. Od začetka ni bila rentabilna. Ja, dobro, takrat ja. ni bilo drugega, ne. Pač je bila dobra za začetek. Ja, za ljudi, ki jim je bila namenjena, oni so mislili predelki, vse se bo z Istre vozilo, Trst, je bila dosti predraga karta. Ja. In prepočasi je šla. Ljudje pravijo, če si tekel zraven, si jo ujel. Ne? In je bil problem, ne, s to železnico, da je bila za ljudi predlaga. Vsi so se vozili s parniki, še lažje z lesenimi barkačami, ker so bili tej zasebni prevozniki najbolj poceni. Da ne boš, tej fantje so prodajali, kakuše, jajca, prašute in to so vozili zelenjavo v Trst. Zdaj, da boš ti za vlak plačal, nisi imel dobička nobenega še, ne. Pa še je bil razdeljen, ne, prva, dajmo reči, imeli so drugo in tretjo klaso. Druga klasa imela dosti večja okna, tej vagoni. Tretja klasa poceni imela čisto mičkena okna, pa je bil tudi problem, ne. V glavnem, ta železnica je imela stalno zgubo, ker je bila predraga, ker je bila druga, recimo, če si šel v železnico, ki je šla iz Trsta v Pulo, so bile cene normalne in so tudi Italijani, Tržačani so pisali peticijo Avstriji, da če ima una cene, ne ima tudi ta, samo niso poslušali, je ostala cena visoka. Ma tudi, ko je šla v faliment, bi rekli po naše, ko so oni naredili licitacijo, prodajali, je bila tudi cela kolobocija, ko so potem ugotovili, da niso lastniki Italijani železnice, ampak samo vlakov. A oni so že demontirali tire, vse. Je bila na Dunaju, je še vedno obstajalo podjetje, ki je bilo uradno lastnik železnice. Italijani, mi itak smo zavzeli isto, to Istra je naša, so mislili, da je vse njihovo, pa ni bilo, ne. Ja. Pa se mogoče danes še kje vidi, kje je potekala ta železnica. Naprimer, eno tako ozkotirno železnico od Kanfanarja do Bal so danes preuredili v kolesarsko progo. Vse je tudi tukaj pri nas. Tudi pri nas, če greš na Škofije, greš po tej kolesarski progi, dober tokih sicer greš po cesti glavni, pa se voziš s kolesom čez most na Rižani, greš po bivši Parencani in se dvigneš gor v Škofije, čez avtocesto gor v Škofije. In samo ne gre točno po kolesarski, ker zavije pred Dekani čez. Ker Parencana je šla skozi Dekane in v Dekanih je bila velika postaja. Železniška od Parencane, prav velika stavba, taka kot v Kopru, podobno. Ne? Tako da ne gre več skozi Dekane, ampak so velik del, tudi če greš od Izole naprej, pa skozi oba dva tunela, gre kolesarska, ker je šla prej Parencana. Dobro, lahko so zgradili, ker prej so imeli notri gobe, ne, jurčke, šampinjone, gnoj in to, ja. In nisi mogel niti pešiti skozi tunel, ker so gojili šampinjone notri v tunelih. No, zanimiva uporaba, zakaj pa ne, če jih noben drug ni uporabljal. Ja, dobro, se je tudi znano to, recimo en takšen dogodek je malo žalosten, ampak resničen, ljudje morajo vse vedeti konec koncev, da se nič ne skriva. V Strunjanu so fašisti streljali in pobili otroke iz Parencane, ne? Tudi to je en tak dogodek, ki se še danes označuje, ko je ta datum, ne, zdaj se ne spomnim točno kdaj. Iz objestnosti je bilo to. Torej, okoli Parencane je ogromno teh raznih zgodb in bi bila cela oddaja. No, se bomo še enkrat drugič dobili. Dajmo pogledati danes še nekaj teh fotografij. Mogoče tole čudovito lekarno. Tale je bila prva, kaj ne? Ja, to je lekarna od družine Palma, ki se je pa drugače imenovala La Fenice, ne. In je bila pač tam že kar. Je najstarejša v Sloveniji, vsekakor bila, ne.
ne glede koliko je Olimska stara, ampak Ja. je 200 let mlajša od te. Ne, to je bila zasebna lekarna, Ja. ker prej so bile cerkvene, razne, od raznih fratov in tako. Ta je najstarejša civilna, zasebna lekarna. Sicer pa, ko smo že na obali in vem, da se marsikdo ne mara kopati, pa vendar tale fotografija me zelo presenetila, ker sem si vendarle predstavljala, da so tudi gospodične nekoč vseeno šle peš v vodo. Ja, ne, ta slika je nekje iz Anglije. Ne? Pač to sem dal samo kot prikaz. Kot prikaz, ne, kar pri nas tudi ni možno, ker nimamo takih plaž, peščenih, položnih, da bi lahko šli z vozovi. Zato so pri nas začeli delati splave, ne, plavajoča kopališča. To najprej, kar se tiče naše okolice, najprej so v Trstu, že okoli 1830 so bili prva plavajoča kopališča, velika, dosti večja kot tisto, ki so jo v Kopru splovili leta 1899, menda. Torej si moral najprej priplavati do kopališča? Ne. Recimo različno je bilo. V Trstu vem, da so bili pontonski mostovi 200 metrov, tudi 300 ven in tam je bil ta plavajoče kopališče. Ne. Vse plavajoče kopališče je bilo bolj zato, da se je gospoda lahko slekla, pa da je noben ni videl, raja recimo, delavci in to niso imeli kaj gledati, takih gospodičen. Ne. Ja. In to so šli bolj tako, ne, stran. Zdaj v Kopru je bilo narejeno eno manjše, oziroma zgrajenih je bilo več koprskih, ampak so bila zgrajena tudi za Trst, so šla pol direktno v Trst. Ne. V Kopru smo imeli eno, ki je delovalo sicer samo enih 5-6 let, ker je pogorelo. Pa da nevihta ga razsula. Pa drugače pa tudi v Kopru ni bilo tako rentabilno, ker ga je lastnik peljal na Debeli rtič, recimo, ne, tam, kjer je lazaret danes, ne. Tam je bilo neki sezon. Drugače pa ni bilo take kritične mase v Kopru gospode, da bi se to splačalo samo. Takrat kdo si je mislil na kopanje. Takrat se ljudje niso kopali, ne. Jaz se spomnim, ko sem bil majhen, sem šel z mamo na kopanje in je bil novno, je prišel k nam, ne. Sem rekel, če gre z nami, ne, je rekel, ma kaj si munjen? Ne, češ, ma kakšno kopanje, ma kje si videl Istrijana, da bi se kopal, ne? To ni. No, šele pol kopališče se je razvilo, šele pol, kot po 1920 je prišlo, so prva resna kopališča, ne. Največje je bilo tik pred vojno, ampak pol je spet, samo tako je bilo s temi kopališči. Tam, kjer je bil prostor, so ga tam dali. Pol je prišlo kaj bolj pametnega, recimo za ladjedelnice narediti, pa so ga zlifrali stran, ne. In tako je na koncu po vojni je bilo nastalo kopališče tam, kjer je še zdaj. Čeprav je bilo malo večje, ne. Predtem je bil pa tam letni kino ob morju, ne. Se spomnim, sem jaz, kaj sem bil star, 4 leta, 5, ko sem starši, smo sedeli na travi, ne. In je bil letni kino. In pol, ko so letni kino naredili, tam, ko je bila tržnica narejena okoli leta 1950, čez 1-2-3 leta so še letni kino naredili in pol se je tam preselil kino in pol je tisto ratalo samo kopališče, ne. No, ker vidim, da nas bo prav kmalu ura prehitela, bi mogoče samo na hitro takole prevrtela naprej do, še Leo igrat, kot pravite, da nikoli ni zgledal, ampak mogoče še malce do torej Luke Koper oziroma do tako imenovanega bagra Petra Klepca, ki ga vidimo na fotografiji. Kaj pravzaprav je ta bager počel in ali je še vedno v rabi? Ne, ta ni že dolgo. Ampak še zdaj so bagri, samo zdaj so večji bagri, ker moraš globlje kopati. Takrat so kopali na globini 9-10 metrov. Ne Peter Klepec, njegov ni novejši, ki je prišel iz Prage. Ja. Ta je prišel pod pogojem, so imeli pogodbo, da bo kopal, se mi zdi, 15,4, nekaj takega. Ker je bilo treba poglobiti za večje barke do te globine. Peter Klepec pa to ni zmogel. Tega sem še jaz popravljal, ko sem delal v ladjedelnici.
Petra Klepca. Je. Ja, ker je imel, tega so zgradili ladjedelnica Bernardin. So ga naročili, to brodarsko, takrat se je klicalo brodarsko, ne vem kakšno podjetje iz Kopra. A vodna skupnost. Ja, Vodna in so ga naročili tam. In zraven so izdelali tudi, se mi zdi, 400 metrov cevi, ne? Ker bager so spustili na dno, je vrtel ta bager in sesal blato. To, kar je pobral na dnu, je sesal in potem s temi cevmi nekaj 100 metrov so ga šopali na obalo ali pa v morje, da so pokrili cel del zaliva, so vse uničili sicer z blatom. Ne? Ja, to za živelj verjetno ni najbolj. Ja, prej so kar na globoko ven speljali in potem so tam razpršili. Pa so prišli neki drugi predpisi in so morali to na kopno. Na kopno to blato, tudi zdaj morajo na kopno, kadar poglabljajo. Ker to luke se vedno poglablja, ne? Ker vedno se useda dno in posebno mi, ki imamo tle Rižano, ki prinaša zdaj še in Badaševico, prinaša usedline v morje in se to raztrese po celem dnu, ne? Se useda. Se pravi, kako globoko je zdaj verjetno v luki približno? 16 metrov. Še okoli 16 metrov mora biti tam za največje kontejneraše. Tam, kjer je za največje barke, mora biti 16 metrov. Tudi cel koridor se je označen. Če gledaš z luke ali pa z obale, vidiš zelena in rdeča luč, je tam nekje med Semedelo in Katarino in potem med Giusterno in Ancaranom je še ena, ker morajo barke skozi ta koridor, kjer je voda najbolj globoka. 16 metrov se vendarle sliši tako malo, vidimo, kako veliko gre teh ladij nad morjem, govorimo tudi o 20-30 metrih. Ja, ne, to je drugače. Moramo tudi vedeti, da cel Tržaški zaliv je največja globina je 24 metrov, ne? Razen one luknje, pred Savudo je ena luknja, vrtača je. V bistvu je kraška vrtača, ker prej je bilo suho tam. Ko je bila ledena doba, je bilo do pule suho. Rižana, Dragonja, Mirna so stekle vse v eno strugo, se vidijo še struge po dnu. In potem je morje tle zalilo, ne? In je ona vrtača ostala, ona je okoli 40-45 metrov. Drugače je tle Tržaški zaliv maksimalno 24-25 metrov. Ker se mulj se je razporedil. Ker tle teče dosti rek, teče Timav, teče Soča, tle prinašate usedline v zaliv, ne? Torej morajo kitri res dobro zabloditi, da pridejo do sem. Ja, ne, saj to je vse urejeno. No, tako. Ja, mislim, da smo kar nekaj koprske zgodovine danes se dotaknili, pa vendar vaju bom morebiti mogla povabiti še na kak pogovor, ker smo komaj vzorec tega, kar se dogaja v Facebook skupini. Ne, tega je veliko. Objavili. Sprejmeta sicer vse v Facebook skupino? Vse. Vsakega potrdimo. Sicer, če je kakšen provokator, se ga opozori. In če kdo dela promocijo po svojem denaru, tretje, se ga ne opozori, ga enostavno blokiraš in zbrišeš vse njegove poste. Sploh pa tisti, ki ponujajo provizije, če jim daš, da so podedovali 800 milijonov. Ja, nigerijski princi so tudi že bili v skupini. Ja, pa zdaj so kar princese, zdaj so uporabljajo ženske profile, pa neke blondinke dajo gor, tako da bi ljudje... Tam sem na oni skupini, ki nisem imel časa gledati JPV, sem danes zjutraj izbrisal cel kup takih, ki dam delo, plačam v petkih, vsak petek in tako naprej. Take pač pobrišeš, kaj češ, ne morete. Skupine, ti lahko to objavljaš prosto, ni noben ti ne bo nič rekel, medtem ko znotraj skupin je določena tematika, ki se jo treba držati, če ne pride do anarhije, ne? Se razume. In vajna tema je odlična, verjamem, da nas mogoče tudi danes še čaka kakšna objava. Jaz sem zjutraj nekaj objavil. Ja, kaj pa smo lahko videli? Ja, objavil sem v zvezi z, dajmo reči, najbolj
najbolj važno ulico v mestu Koper, ki je Čevljarska ulica, kar je malo žaljivo za to ulico, ker ni nobenih ne materialnih, ne pisnih dokazov, da je bilo to dosti čevljarjev tukaj v tej ulici. Ampak kakorkoli že, ta ulica je imela trgovino pri trgovini. Največ ljudi jo je obiskovalo, je povezovala srce Kopra, ki je Titov trg, po eni strani s trgom Mudinimi vrati in Kopnim, po drugi strani dol po stopničkah, prej po Klančini, z glavnim pristaniščem. Ne? In edina ulica, ki je imela trgovino, od trgovino do trgovine, pa zelenjavne, pa špecerije, vsega, ne, so prodajali. Bila je tudi gostilna, recimo ta kafe Justinopolis, kjer so, recimo, bilo je živo tam. Tam so predvajali na vrtu prve neme filme v Kopru, prej predstave, ker ni bilo še gledališča. Ne? In zanimivo je tudi, da je bila tam zelenjavna in zgoraj na začetku majhna zelenjavna tržnica, kjer je bil Guardia Radiči. Ne? Zakaj je bil Guardia Radiči? Ljudje niti ne vejo, zakaj mu rečemo Guardia Radiči. Ker on je pazil, ta občinski Guardia Radiči je pazil, da noben ne tika zelenjave, da ne tika radiča. Ne? To je samo unik, ki je kupil, mu je gospa prodala radič ali zgodnje češnje, zgodnje grah in to. To je bilo večinoma iz Šalare, ljudje ne vejo. Ne? Ta tržnica gor je imela večinoma prodajalke iz Šalare. V glavnem ulica je bila še danes, kar se tiče mestnega jedra, je ta glavna ulica v Kopru z največ trgovinami, čeprav jo v bivšem močvirju, v Štanjonu, jo zdaj prehitevajo te veliki trgovski centri, ampak ulica je ostala in še vedno je kar nekaj ljudi tukaj. Ja, pa boljšo zgodovino ima kot trgovski center. Ja, zdaj, še ena zanimivost. Zelo na kratko, prosim. Ja, zakaj je ratala kalegerija, ne? Kar pomeni čevljar. V bistvu je to, enkrat so bile tam mestna vrata na koncu te ulice, ki so se klicali Kaligarija. To so bila pa mestna vrata tudi v Bizancu. Turki, ko so napadli Bizanc, so vdrli najprej skozi ta mestna vrata, Kaligarija. In zdaj Kaligarija je zelo podobno Kalegerija v italijanščini. Kalegar bi bilo po venečansko, ne italijansko. Po furlansko tudi. Ja, tudi furlansko. Kalegar je čevljar. Kalegar je čevljar. Samo kale pomeni tudi pot, ulica. Ne, tako da. In iz te Kaligarije je ratala Kalegerija in pol je ratala čevljarska. Ne, v bistvu ime ulice nima nobene zveze s čevljarji, konec koncev, tako da smo si na jasnem, ker je tudi on zdaj povedal, da je ime starejše od čevljarjev. No, tako. Vsak dan nekaj novega. Stanko in Boris, najlepša hvala, da ste se danes oglasila v studiu. Vi, dragi gledalci, pa če nas spremljate in vam je bil všeč današnji pogovor, le pogledajte tudi sami na Facebooku skupino Koper Unbought in boste tudi sami izvedeli še kaj več. Jutri pa že kaj novega, tudi tukaj na Megafon TV v In Vivo Veritas. Lep pozdrav!